Ljudje in ljudine, poslušate 190. epizodo podcasta Obod podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, verjamo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, obramba pred bencinsko-oktanskimi desanti, sva tokrat Igor Harp in Aljoša Harlamov. Mito je žal pri mehaniku, tako da... Organic mehanik. Se nama pa je tokrat zato pridružila, ne samo zato, no, ampak pridružila znova Maja Peharc, polovica nekdanjega podcasta Filmflow, ki smo jo v podcastu že kar pogrešali. Maja, živijo. Hello, zdravo, živijo. Res dokte ni bilo, na zadnje si bila, zdaj si pa nisem, si bila, mislim, da pri Oskarjih. Ja. Se pravi, lanski, ker jih letos nismo delali. Ne, še prej pa moje, še eno leto prej. Še mogoče še celo tako. Ja. Si pa naša prva gostja. Dejansko imaš ti naš prvi, bila si v 10. epizodi, se pravi, ko smo delali Akvarij moža. Akvarij moža. Nedavno sem gledala dvojko, horrible. A nisi počutila nič bila sem nostalgije? pripričana, da je trojka tu, ker se mi je zdela enka očitno tako dolga, da sta bila dva filma, tako da sem le 2 dni res confused, kater film zdaj gledam in sem vmeska izpustila, tako da wow, 10. epizodi. Are you guys okay? Vi ful preveč snimate. Ja. Rabite kakšno podporno skupino v tem, da mogoče ne tok snimate. Rabimo one kuške, kaj se že ja, z emotional support. Tako, hvala. To pa res rabimo. Danes je z nami še en gost in to je Yeti. Namreč, ker seveda ni mitota, snemamo na starega našega Yetija, ker smo posneli prvih par epizod in se seveda vnaprej poročujemo, če bo zvok malo slabši, kot ste ga zdaj bili vajeni. Ampak, kot smo rekli, Mito je žal pri Organic mehaniku in ga danes pač ni z nami. Ga pa pozdravljamo, seveda Mito, drži se in se slišimo naslednjič. Daj se zaflikati. Ja. Če bo pa Maja v redu, pa mogoče te ne rabimo nazaj. Sam res, ja. Hostile takeover. Tako. Današnja epizoda je sicer posvečena filmu Furiosa, del sage Pobesneli Max, najboljši podnaslov ever. Krasni podnaslove imajo pri nas, res, ja. Čeprav ta je, dobro, tle je, kako je Zakaj ni samo saga Pobesnelega Maxa? Zato, ker kaj pa je v angliščini? A Mad Max saga. Ja, samo tako je. Zakaj mora biti del? Zato, da veš, da je to eden film od večjih. Ja, vem, ampak imaš občutek, ne, zdaj sem pa zamudil, ali kaj, ne vem, no to tale del ne, malo je res čudno, ker če veš, da je saga, pol veš, da je valjda več delov. Mislim, samo, ne zdaj, da hočem disati prevajalce, kolege, ampak to ima vse znake tega, ko moraš sem pa tja pošiljati v potrditev corporate prevode, ki so narejeni v vse možne strani in se čist zgubi pomen in smisel in vse skupaj in potem nekdo tam v eni pisarni poštempla pa reče, ja, točno to smo mislili. Pa najbrž nekdo, ki ni prevajalc, poštempla del sage Pobesnelem. Valjda. Skratka, film še vedno lahko jamete v kino, tako da če še ga niste, kaj počnete v svojem lifeu, mislim, da še skozi, pejte v kino. Če pa filma še niste pogledali, potem seveda za vas velja pošteno pozorilo, da ga bomo mi tukaj danes spoilali do konca. Danes uporabljam spoilerji, ker spoiler. It's a car joke, bravo. Ja. To je edini car joke, ki ga zmorem, ker ne vozim avta in nimam pojma. Skratka, prestavimo ta podcast v višjo predstavo. Dobro, to še tudi lahko razumem, ja. Skratka, gremo z vsemi kvarniki, zato si ga morda res najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, potem pa vrum, maestro, požen. Res sem tako slab z temi auto-joke, ker res poznam sem to. Furiosa, a Mad Max saga je skratka ta film, o katerem bomo danes govorili. To je prednadaljevanje filma Mad Max Fury Road iz 2015. Se pravi, 9 let po tem filmu smo dobili prednadaljevanje. Vse skupaj je pa 4. nadaljevanje filmske serije Mad Max oziroma Pobesneli Max, kot se je to včasih vrtelo na slovenskih televizijah, ki ga sestavljajo seveda Mad Max z 79. Mad Max 2 z 81. Takrat, če niso imeli domišljije za nadaljevanja. In Mad Max Beyond Thunderdome, zdaj so se pa že spomnili, da to rabi podnaslov. Iz 85. leta. Prve 4 filme smo obdelali v 49 epizodi, daleč nazaj. Žanri, ki...
Med pandemijo, ja, tako. Žanri, v katere spada ta film, so postapokaliptični, antiutopični, oktanski. Zdelo se mi je, ja, da pač rabi žanr neko avtomobilsko ime, fantazijski tudi deloma, apostolovski akcijski film, maščevalka, zdaj smo vam že spoilali, in pa film o izvoru, bomo temu rekli, skratka, o tem bomo tudi danes govorili, kaj pravzaprav to pomeni, da je neki prequel oziroma prednadaljevanje in da skuša povedati zgodbo o izvoru nekega lika. Ustvarjalci George Miller, ki je režiral vse filme, tretjega pa po smrti prijatelja, producenta Byrona Kennedyja končal s pomočjo Georgea Ogilvyja. Sicer pa je vmes naredil tudi The Witches of Eastwick, nisem vedel, da je to njegov film. George Miller ima neverjetno filmografijo. Kada je 4 različne ljudi v sebi. Preber do konca, kaj še ima. Lorenzo's Oil, recimo, z 92, potem je produciral in napisal Babe, to je on Pujsek, če se ne spomnite, kaj to je, in režiral Babe, Pig in the City, tako da. Naredil pa je tudi Happy Feet in Happy Feet 2. To je mene presenetilo, jaz priznam, da nisem vedel to. Ta človek je schizofren. Ja, pa na eni točki je imel že pogodbo z Warnerjem, da bo naredil Justice League film in to je, je že imel cast. Armie Hammer bi bil Batman, to sem si zapomnil. Čeprav ampak zelo mlad Armie Hammer še, ne kanibalističen, nekrofilski ali karkoli. Je pol, in pol so mu rekli ne, ker so pač Warner. In pol je delal oni Batmana namesto tega. Torej Nolan. To je bilo tam vmes. To je že bilo tam. Ja, potem, ko so skenslali Burtonovega Supermana in preden so odobrili Nolana, so mislili kar All In's Justice League in je Miller imel že... Mislim, ker če tako pogledaš, je vmes od recimo tega Mad Maxa pa pol zdaj do naslednjega Mad Maxa ni bil glih nek fantazijsko-akcijski vmes, ne? Da pa najbrž en velik studio je rekel, maybe ti ne bomo dali po Happy Feet zasnemati Batmana tonalno. Čeprav pingvini so notar. A veš? Pa se najbrž Miller rekel, you know what guys, fuck you. Šel sem nazaj k Mad Maxu and I'll show you. Tako, nazaj v avstralske puščave. Tako da sicer je naredil ta film z Nickom Lauthoriusom, je naredil scenarij in ta je že prejšnji pri Fury Roadu že sodeloval z njim, sicer pa je bolj znan kot igralec in je igral tudi v prvem pobesnelem Maxu, igral je nekega mehanika, zdaj ne vem točno katerega, tako da ne bom, nisem šel preverjati. Enega neorganskega. Skratka, mislim, da ni večja vloga, skratka, mogoče eden od unih, ki mu sproducirajo v avto. Če gremo res na hitro skozi igralce še, Anya Taylor-Joy, to ste menda opazili, je Furiosa, nazadnje smo jo gledali v Dune Part 2, ker smo ga obdelali v 184 epizodi, in The Menu, ker smo ga obdelali v 145 epizodi. Drugač pa Alila Brown je igra mlado Furiosa in jo bomo kmalu gledali v grozljivki Morilski pajek, ki se zelo veselim. Ne vem, zakaj smo toliko nekaj let čakali, da bojo spet pajki grozljivi. Končno. Arachnofobija je bila zdavno, To so konc 80-ih, 90-ih mogoče. Sred 90-ih. Ja, to sem zgledal kot mulc. Valjda rabiš pajke. Maja. Jaz ne maram grozljiv, tako da je bil. Točno, okay. Skratka, Chris Hemsworth je Dementus oziroma Utrganus, vodja motociklistične horde. Nazadnje smo ga gledali v Extraction 2 in pa Thor Love and Thunder. Pa glih, kar je potrdil, da bo v nekem filmu, danes sem bral, najprej bo Optimus Prime, pa bo pa v G.I. Joe Transformer filmu. Govoril bo Optimus Prime, bo on ne bo on tovornjak, on bo glas, da Optimus Prime. Sicer ima dober, tle je pokazal, da zna dober igrati, mogoče bi se lahko prelevil tudi v tovornjak. Ne, bo pa G.I. Joe. G.I. Joe, to bo še kar delal. Potem je Tom Burke, ki je Praetorian Jack, pretorjec Jaka, poveljnik citadeline Warwick oziroma bojne mašine. Bil je Athos v Mušketirih od BBC-ja, potem v Annie Fine miniseriji, če niste gledali War and Peace, je bil Dolohov, in pa Cormoran Strike je tip v seriji Strike, pa Orson Welles je bil v Manko, če kdo slučajno se še spomni ta film, ki smo ga gledali. Mislim, se ga spomnim predvsem zaradi Tom Burka, ker Tom Burke je nice. Ti se res ko spomniš. Pa si zasluži imeti kariero Adam Driverja.
Pa navijam, da jo bo imel. Mislim, da Tom Burke je pa potrdil, da bo v enem filmu z Steven Soderberghom, tako da upam, da ga bo to malo bolj razstrelil. Because he's really good. Super je bil, to smo pa delali, ne vem, če v tistem, si bila enkrat v Life epizodi, ko je bil, kaj je bil spominek ali nekaj takega, en film. Nisem jaz. No, tam je bil super. Ja, on je super. Suvenir je naslov filma, ful priporočam. No, potem je Larry Holm, je Immortan Joe, nesmrtni Joža, vodja Citadele, drugače smo ga na zadnje videli še v enem filmu 3000 Years of Longing. To že moram pogledati. Jaz tega tudi nisem nikoli. Pa igral je Sparksa v drugem in tretjem nadaljevanju Matrice, če kdo ve, kateri lik je Sparks. Noben. George Shevtsov je The History Man, zgodovinar, nikaj dosti igral. John Howard je The People Eater, ljudožer. Gledali smo ga v Fury Roadu že, ta igralec je ponovil to vlogo. Jaz sem bil presenečen, da tale, kaj je skratka Larry Holm ni bil Immortan Joe. Ni, on je bil Immortan Joe, tako so ga naredili. Ja, ampak zelo, mislim, jaz nisem opazil razlike. Ja, pač zahvaljujoč res ful veliki maski. Ja, se je res, da je itak po obraza zakritega in vse to ne. Tu še en igralec, ki je ponovil svojo vlogo, je Angus Sampson, je The Organic Mechanic oziroma organomehanik. Poznamo ga kot Tuckerja iz filmske serije Insidious, pa Bear Gerhardt je bil v drugi sezoni serije Fargo. Nathan Jones je Rictus Erectus, pokončni rikec. First Strike, Conan Barbarian, Hobbs & Shaw, Mortal Kombat, ponovadi igra skratka velike zlobce. Josh Hellman je Skrotus, mošničkar. Še en Immortanov sin, gledali smo ga kot Strikerja v X-menih. In pa potem imamo še Charlie Fraser, ki je Mari Jabasa, Furiozina mama. Drugač ima nekenka debitirala v Anyone But You, bila je njegova bivša, ne, če se prav spomnim. In pa Lee Perry je The Bullet Farmer, Žanjec Metkov, drugače glasovni igralec, kako to v slovenščini rečemo, skratka sinhronizator, I guess se sliši boljše kot Terminator, že v Happy Feetu oziroma Vesele nogice. Vesele nogice, ja. Tako je slovensko, Vesele nogice si bom napisal. Za tiste, ki se pa sprašujete, kdo se je pojavil tamle na vrhu unga hriba, ko Furiosa se vleče po puščavi, tist seveda ni bil Tom Hardy, ampak njegov kaskaderski dvojnik, Jacob Tomuri je skratka se tam postavil in naslonil na avto in bil 4 sekunde filmu, da lahko rečemo, da je to Mad Max saga. To besedno kdorkoli bi lahko bil. Ja, ne moreš. George sam po sebi bi lahko stavno, prosim. Ne je potrebno, ampak ok. Drugeče pozabil si not je še Elsa Pataki. Ki igra neke dve vlogi. Ja, ki igra dve vlogi, zato je zanimivo. Okay. Najprej je generalka Vuvalinov, ki ne gre za njo, ona ki ostane. In potem je tista z skrivenčenimi Mr. Norton. Oziroma gospa, ne, tiste skrivenčenimi usti. Karakterju ime Mr. Norton. Ja. Je pa gospa drugače v prostem času žena od Chrisa Hemswortha. It's a family affair. Ja. Vse je family affair, ker je Hollywood. Ja, ne vedno bolj me tako. George Miller se mi zdi, ima tako, na vsake toliko cajta se spomne, da je treba ohranjati pri življenju avstralsko filmsko industrijo in pa reče, da bom jaz zdaj spet posnel ta film pa involviral vse. Tako kot Peter Jackson za Novo Zelandijo in Lotra. Tako, the time is now, spet ste 20 let noč niste delali, dajmo zdaj nazaj. That's good. Ja, drugače je to najdražji film v zgodovini avstralskega filmografije. Budžet je imel 333 milijonov avstralskih dolarjev, kar je lahko tudi 6 evrov, kar se mene tiče. Ne vem, koliko je avstralski dolar, ampak nekaj manj kot evro. Ja, domnevam, da pa je to vseeno kar velik, skratka. Ne dovolj, da niso mogli dati CGI-ja na 12. No, dobro, Maja, pomir se. Daj v nižjo predstav. Ja. In ker najprej bo še Igor obnovil štorijo, kar za tiste, ki... Se nikaj dost štorije. Skratka, Furiosa spremlja naslovno junakinjo od otroških let, ko ugrabijo dementovi, kaj si ti rekel, utrgančevi ropari, skozi njegovo nomadsko strahovlado in do nevzdržnega zavezništva z Immortanom Jožekom. Potem pa sledi njeni samostojni poti, ko se uveljavi kot pretorijska Furiosa, neustrašna veznica vojnega tovornjaka, kar privede do obračuna z dementom in do Furiose, ki smo jo spoznali v Cesti besa. Ok.
In zdaj smo tukaj in najprej, ker vedno imajo gosti prednost, bo Maja zdaj povedala, skratka, kako je bil všeč film. Gledala ga je medtem, ko smo se mi v Ljubljani utapljali. Ja, jaz sem mogla v največjem nalivu iti v kino. Mogla sem iti. Z veseljem sem šla, prav sem le v Bežigrad. Pa tako pa urej je. Tako bom rekla. Ko se je začela špica vrteti, pa smo videli Fury Road, sem bila tako zanimiva odločitev, da skoraj najboljši del filma je ta odjavna špica, ko vidiš film iz 2015. Okay. Tako, film je ful v redu. Pojte ga vsi gledati v kino, itak George Miller zna delati tak film, da ga je užitek gledati v kinu. Jaz sem bila malo razočarana, predvsem zato, ker je bil mal all over the place. Film je bil tonalno neoglašen, pa pacing, to se pravi, koliko hiter gre sem ter tja, mi je bil mal tako mimo. Pa zdi se mi, da od vseh stvari, ki jih je povedal, so bile o Furiosi, ki smo jih izvedeli, so bile to najbolj nezanimive stvari. Mislim, druge stvari bi lahko povedal, ko so mene bolj zanimale. Chris Hemsworth je tako 20 minut fajn, pa barata meni najbolj dosaden karakter ever, ker pač on kot zlikovc nima nobene globine in razumem, da so hoteli narediti nekaj tega crazy kontrapunkt resnemu Immortan Joe, je on, ampak nič ni od njega in je pa sem tako, zakaj? To je dober film, čeprav bom zdaj ga ful tle kurcala. Anya Taylor-Joy se mi zdi, da je ful fajn. Ona itak je amazing. Več bi mogel biti Tom Burka, zato ker sem jaz njegova fanica in pač ona je pretorika, ne? Okay. To je cel njen point v Fury Roadu, je, da je ona ta neka badass voznica te cisterne. In mi v bistvu ne vidimo, kako ona rata to. V enem trenutku Tom Burke reče, ok, you're done now, you can go. In smo mi tako, in sem tako, kaj zdaj? Zato, ker smo videli eno montažo nočnega posnetka, kako gre Milky Way, je to zdaj so leta minila. Mislim, tako pač, toliko dober film, pa toliko manj za skurcati. Ok, super. Tako da, to. Super si začela. Sej, točno to je Miller razlagal, kar je on hotel narediti, ne? In je po mojem mnenju, da mu je ratalo. Tista montaža, kjer, mislim, tisti chase, kjer je ona najprej spodaj skrita in potem prevzame vožnjo. On je rekel, da takrat ona postane vse, kar je. In to je najdražja sekvenca, ki so snemali 75 dni. In ona, njen lik ne reče besede, cel cajt, in se je mešalo. Zato, ker je mogla biti tiho celo snemanje in past v karakter in potem je v glavnem zelo. To je bilo najbolj naporno. Ja, mislim pač ful je zanimivo, da sta in Anya Taylor-Joy in Charlize Theron imeli isto traumatično izkušnjo na celem filmu, ker George Miller ne razume, kako ženske čustvujemo. But, you know, he's an old white guy. Zakaj bi on karkoli razumel? Ampak ne razumem, tudi to razumem, da pač je ta uvodna akcijska, skoraj edina akcijska scena nam v bistvu pokaže, kdo ona je. Ker se tam v bistvu vse zveš o njej. She's a badass, kick-ass woman. Ampak tako, ker pol film ne zadane teh emocionalnih bitev, saj za mene ne, da pol na koncu ima ona soočenje s tem dementorjem, kot mu je spravim, ker pač pozavljam, kako je imi Chris Hemsworth. Pa ker se Harryja Potterja gledala. Ja, pred nedavnem. Ja. In ker se one dva pol tam na koncu pogovarjata, je tako, zakaj zdaj, zakaj? Ker ful se mi ne zloži emocionalno njena zgodba, a ne ena drugega. Ker recimo v Fury Roadu jo čutiš skozi. She's pissed all the time. Tle pa bi v bistvu mogla, tle pa ne veš, kaj se ji zares dogaja in pač mi tudi kar tako pozabiš, da je so njeno mamo tam križali na začetku. Tako ful zgubi ta nabojnik. No, tako. Pa Mad Max je bil zmeram za mene vsi, tudi Thunderdome, ki ni toliko dober, je bil ki ga gledaš, kad je malo tako nelagodno, zato ker pač jaz nisem pripravljena na to, da bom mogla jesti stegna drugih ljudi in ti filmi imajo zmeraj malo tak vibe. Tega pa nima več, ker je malo preveč spoliran, se mi zdi. No. Mogu bi biti še malo bolj gross za moje filme. Ampak ja. Igor, kako se tebi zdel film? Ne, to imaš prav tole violence
je čist začetku cel skurjen in potem, ko gledaš njeno pot naprej, ona ne rabi se soočati s tem, ona si najde mesto, ki je izven, pač na tovornjaku in onega Toma Brka, ki je, recimo temu, nice guy, ne? Ja. In potem je samo še ena točka, polko si roko odreže in jo tam spodaj najdejo, ki je v tem prav svetu Mad Maxa. Vmes pa je zelo velik del filma, pa ona pravzaprav je above. Ja, mislim, je to ni način, kako preživijo. To je v bistvu meni ok, ne? Tudi to mi je ful ok, da jo Immortan Joe tam zapre, zdaj pa moja žena in pa ona kar spizdi in vsi pozabijo, da je bila ona sploh. A ne, ker pač res ta tudi njihova nedoslednost v filmu, a ne vem. Jaz sem imela že tako po 1,5 ure filma občutek, da so vsi karakterji pozabili, zakaj jo imajo. Zato, da jim bo povedala pot do raja. To se zgubi čisto v filmu. Kar je meni logično, zato ker so itak preoccupied s tem, da preživijo. To mi je ok. Tudi to, kako se ona infiltrira, pa ta njena pot, a ne, da pač rata del te ekipe, pa da v bistvu v enem trenutku jo vzamejo za svojo, to je čist ok, a ne, ampak veš, ful se mi izgubi to, da je ona še kar skozi na mission, da mora priti nazaj. V enem trenutku to nekako rata neki drugega pride od spredje filme, pa ne vem kaj. Pa tudi cel ta trikotnik med temi 3 mesti je v enem trenutku rata tako convoluted, v smislu zdaj, saj za mene, on je zdaj pač Chris Hemsworth je tam in pa je še eno mesto tam in zakaj se, in mislim, ful je preveč je vsega v enem trenutku, no? In pa zgubiš fokus na njej. Zato, ker Fury Road je bil za to tako dober, ker je bilo sam tisto tam. That was your focus, to je vse. In skozi ono akcijo si ti vse zvedel. Tleti pa film ful več stvari treba povedati. Čeprav mi bo ful nice in ga hočem skoraj še enkrat gledati. Super. Meni se je tudi zdelo, da ta film ti pokaže, zakaj je on film toliko dober. Zato, ker je cela ta štorija tako lepo klikne tam not, ampak ta film ni toliko dober kot on, ampak on film naredi še boljši. Tu je pol ta fora. In to mi je pol postalo jasno, ker sem bral, kaj je bil osnovni plan. In osnovni plan Georgea Millerja je bil, se je zgledoval po Matrici 2 in sicer, da bi posneli Furioso, to, kar je zdaj Furiosa, kot anime 5 različnih filmov, ki bi jih različni avtori naredili z svojimi senzibilnostmi in ne bi bil problem, da je zgodba razdrobljena in bi to pač išlo na VOD-u. Ampak potem se načrtimo niso izšli, kar, glej, ni problema. Jaz sem vesel, da smo dobili ta film, mislim, da je ta film krasen za pogledat in mislim, da ni problema, da ni toliko dober kot Fury Road, ker jaz ne nazadnje, ko sem delal 2019 letni filmski pregled za vikend, sem pač rekel, ok, ker je konc desetletja, bom še zbral najboljši film desetletja in to je definitivno mi bil Fury Road. In to, če imamo zdaj film, ki ne doseže najboljšega filma prejšnjega desetletja, po mojem okusu pač, no. Ni tako grozno, še vedno imamo dober film. Jaz mislim, da ni, saj tako, ko sem jaz nekako dojela, ni to nek sentiment, da zdaj, it failed to reach Fury Road. Da ljudje ne zamerijo tega filma, ker se mi zdi, da sta toliko drugačna, tudi eno drugega, da jo ful težko primerjaš, ker pač uni film je res, gremo od A do B in nazaj in je pač akcija all the time in sploh in je pač dober zaradi tega, ker je takrat res presekal nekaj. To je bil film, ki je res izstopal, ker sem naštacga ni snimal, bil je ful drugačen. Ful je vredu tam bilo, ker imaš to, kak je zgrajeno odnos med Maxom pa Furioso, ne? Tukaj pa ni tega, ne? Tukaj pa imaš pač vmes kao nekak napol proba dementus med tale nek očetovski odnos z njo, ki je weird in ne, gre skozi, ne? Potem je ona sama, potem pa ima razmerje neke sorte z Jackom, ki ga pa vseeno ne zvemo dovolj o njem, ne? Ampak
Je pa to, kar se meni zdi, ko si rekla ti, da ona ni on a mission vmes, točno zato, ker najde neko zadovoljstvo, neko srečo tam. Ja. Mislim, jaz na žalost vidim ful različnih editov tega filma, ki bi jih jaz ful raj gledala. A ne, tudi recimo, ne vem, bi mi bilo zanimivo, da se osredotočimo sam na, kva je, Dementusa, a veš pa, da Oli dva res, da res razvije ta en oče-hčerka odnos, pa da ima ta nek bolj, a veš, ne vem, da in order to survive se mora ona submitati, pa res fejka, da je njegova hčerka, a veš pa ima ta, ali pa da pač Jack pride prej na sceno, pa pač itak nočeš imeti love storyja v Mad Maxu, ker je insane, ljudje po moje v post-apokalipsi nimajo časa imeti romantično zvezo, ampak da recimo, ne vem, ona res, ker jo pač ugrabijo po otroštvu rata, res ta nek čist razčlovečen človek, pojo pa pač Praetorian Jack sprav nazaj od človeča. Mislim, tako ful več drugih stvari, drugih plotov bi se dali iz tega scenarija ven, ki bi bilo meni isto zanimiv. Ampak še najbolj mi pa razpizdil to, da nas je pač nategoval cel cajt s tem tatujem na njeni roki, pa tako, zaradi tega si bo roko odrezala, ker bo jo ugotovil, da je to v bistvu načrt, pa pač tako, ne vem, poškoduje se in pa odreže se. In je tako, ok, red herrings, thanks. Vse, kar je v končni fazi tudi v redu, saj niste naredili. Look at this, I will explain this to you, kar je pač ful problem vseh sequelov. Kaj je že bilo Solo, ne? Dajmo imeti zgodbo o tem, kak je Jacket dobo Han Solo, ne? Irrelevant, pač je to Jacket. Pa kako mu je ime, pa vsaka pa kje je dobo une dice, ker sploh jih nismo opazili, ker so hitak naknadno, ne? Se prespolni ustavili v filme, ne? Jaz sem hotel to še reči, malo mi je žal, ker ni Mita zraven, mi smo z Mito smo imeli to debato na njegovi tvoritvi, njegove razstave, on je zelo apologetski do tega filma, glede teh stvari, ki jih ti zdaj kritiziraš, ker se absolutno zelo strinjam s tabo, Maja, ker meni je film dober, zelo dober in absolutno tudi jaz nočem reči, da je slab, ampak imam toliko negativnega zapovedati o njem, čeprav je še vedno dober film, jaz sem mu dal strašno dobro oceno na Letterboxdu, ker zelo redko moj film dobi. Ja, ampak zato, ker me ravno zaradi tega, ker je dober, toliko motijo ene stvari in jaz absolutno mislim, da emocionalna njena zgodba je all over the place. Vmes se mi zdi, da kar malo pozabi na mamo, na maščevanje in te stvari. Ljubezen to naredi. Ja, in potem, ko jo ubiješ, zdaj ubiješ še njenega simpatijo, potem pa rečeš, zdaj pa te bom. Ne, zdaj pa bom, zdaj pa res. A veš, to me mal pacing, ne? Jaz ne vem, kako tempo oziroma ritem storije je zelo zgubljen. Jaz mislim, da. A veš, ker ti tudi ne razumeš do tistega trenutka, a je ona rabila, se pravi, war ringi, da pride do doma. Zakaj? Ja, zakaj ne? Zakaj ona, ne vem, koliko let, ogromno let, tisti lasje in tista scena, montaža, ki to traja, ona je ogromno let tam bila, pa ljudje imajo tam motorje, avte, komod bi ukradla nekaj pa spizla, zakaj je čakala do tega trenutka, da se je priklopila na ta tornjak? Nič o tem ne zvemo, ne? Zakaj recimo ona skriva? Mislim, da je kar smiselno. Ona, dokler ne postane, ona ima motor, ko gre zraven v pretorijskega Jacka Warrior, ona ima motor, da bo pobegnila, zato ima ona tam motor. Ampak potem ostane z njim in ugotovi, da je smiselno ostati z njim, da se nauči stvari, na kar se potem to razvije v razmerje in potem ona dva nameravata skupaj iti. In potem pa ona ugotovi, da hoče biti feministka in rešiti še ostale ženske. Super, ampak vse... To ugotovi v Fury Roadu. Ja. Vse to... Mislim, pred Fury Roadom, ampak takrat... Kar je tako ima ham-fisted, zato ker pač tudi mi ne vidimo nobenega razmerja s temi ženskami. Če bi mi imeli tam eno sceno, kako jo one vzgajajo, ratajo njene matere, ker ona skozi hoče matere, da jo on tam zapre in pade na kolena, ker je zdaj pa tuk mater, pa nek jo spominja na Vovolini. Amazing! It makes sense, zakaj zdaj hoče rešiti. Tako pa pride nazaj z unim jabučkam, pa tako, come on babes, let's go. Až nima... to je pa še ono, kjer je potem vmes. Mislim, da tudi ne rabi biti razloženo. Potem vidimo, da ona kot ena od možnih razpletov oziroma načinov maščevanja je, da ona dementorja drevo v njega vsedi, kar se mi zdi, da je briljanten upgrade, ker Mad Max 1 je tista končna scena, lahko si odrežeš roko ali pa ketno, eno ti bo ratalo, drugo pa ne. To se mi zdi še vedno tak ultimate konec. In tukaj
lahko upgradam to. To je tudi edina scena, ki je bilo meni neprijetno, ki je bilo res tok body horror, malo da je bilo, to v bistvu hočem cel cajt. Križanje je malo preveč stilizirano. Mislim, tako pa itak ful lep posnetek, amazing, pa tako, bi bilo moglo biti bolj gross. No, skratka, kar hočem reči je, da ona, ko vzgaja tole breskvo v Dementorju, to je tam v vrtu poleg njih. Ja. In ona jih takrat spozna. Si vidiš, da drevo zraste. To traja 7 let, recimo, ali pa 8, ali pa 10. A veš, sej to, tudi te časovni preskoki so za filmskega gledalca, meni bolj pomaga napis 15 let kasneje, kar pa, a veš, mislim, en footage, mislim, tako ful je bilo nespretno, zato ker jaz nisem imela občutka v filmu, da ful časa preteče. Razen mogoče tam, ko gre ona res iz punčke v Anjo Taylor-Joy. Ja, tam tudi vidiš, valjda. Tudi fizično te to spomni. Ja, pa ful so bolj da smart naredili, ko so alajo digitalno mal skozi popravljali v njo, kar je friki. Sej jaz priznam, da jaz nisem čez Igorin, ani že ona bila kot otrok. Če kje je zdaj Anja Taylor-Joy, po mi je bilo jasno, da polni montaži, da tisto absolutno je, ampak nisem bil zihar, ni že vnaprej. Ta malo digitalno, morfajo, ne fulno. In bi bilo, to bi bilo nekako tako, ali pa da je v enem trenutku res ta očitna razlika med majhno punčko pa odraslo žensko. Pa so ti, pa ful je v bistvu časovnih, ker sta dva res velika časovna preskoka in je to malo tako konfuzija. Ja, pa malo je, mislim... ful. Prvič je, ko pač se postara, pol je drugič, ko je s Pretorijem Jackom in potem tretjič, ko Dementor je drevo. In tukaj je pač mal problem, ker ne moreš ti vseh... Tukaj je zdaj to, kaj je hotel ta film... Kaj je namen tega filma? To se mora pač dobro. Seveda je namen tega filma gledati en akcijski spektakel. In na tej ravni jaz mislim, da se vsi strinjamo, da mu je ratalo. Ampak po drugi strani, jaz mislim, da ko ti delaš prequel, in mi to ni hotel razumeti, tako da zdaj bo čist živčen, ker bom jaz to še vama razložil, ker ne more on se opirati. Če ti delaš prednadaljevanje, in ne samo prednadaljevanje, to je origin story, se pravi zgodba o izvoru Furiose. Jaz pač, pričakujem, da boš ti z likom nekaj naredil, to, kar je Maja rekla. Ne mi dajati nezanimivih stvari v liku, povej mi nekaj bistvenega. Kako smo mi dobili Charlize Theron v Fury Roadu, kako smo jo dobili, zakaj je ona taka, nekaj mi povej. Tukaj se meni zdi, da Miller prevečkrat naredi to, zdaj pa ne vem, kako bi to šel dalje, dajmo montažo, in ona dva sta po tej montaži zdaj zaljubljena, oziroma imata nek respekt do drugega, čeprav mi tega nikjer nismo videli, te kemije ni, sorry. A veš, ti si tovornjako vozi se, edini podoben det je daleč nekoliko, vsi ostali, poglej se, kakšni so, no, ampak a veš, to je tisti zakon hollywoodski, dva atraktivna igralca se pač zaljubita zato, ker sta pač najlepša tam daleč. Ali pa, če gremo malo nazaj v času, ker ste iste rase. ali pa to, recimo. Ne. In ene take stvari mene ful motijo. Pol recimo, kupi enih takih, ne vem, klišejev noter, ne vem. Mene je ta zadnji dialog, to sem že v Letterboxd napisal tega, pač monolog tega Dementusa, čist mi je bil preveč. On skuša pojasniti cel film, akcijo dati nek smisel, neko višjo idejo, hkrati pa to počne, kar počnejo. Mislim, da tako ene 26 zlikovcev Jamesa Bonda, pa vsak film o serijske morilce je prišel do točke, kot je on serijski morilc reče, mi dva sva si bolj podobna, kot si ti misliš. Ne, jaz ti sploh nisem podoben. Mislim, daj mi mirno s tem ženo. Ka ima ta Dementor? Dementus, Utrgan, smo jo rekli. Ka ima tako zanimiv nastav v tem, da je pač he's a bad boss, ne zna svojih. Ampak jih hkrati zna. Ja. Pa hkrati ravno zaradi tega imena, meni se je to zdelo ful dobro dopadlo, ker on dela kar neke glupe stvari, zato ker meni se zdi, da pač ves čas ima malo une na trnih, a se mu je vtrgala, lahko ubije kogar hoče, lahko pusti kogar hoče pri življenju, lahko posvoji Anjo Taylor-Joy, očitno vse lahko naredi. Ampak po drugi strani pa on parkrat referira tudi, da je pač, ne vem, je on očitno imel hčerke in otroke, ki so umrle pa to. In a veš, ima to neko bolečino tudi vse. Ampak nekako je preveč časa, je preveč komičen tam. Pač meni je res rad vdosaden. Tako, pa pač ful težko cenama je zdaj to dobro, slabo odigran. Če gre meni en karakter na živce, pa z namenom bil tako napisan, the best. Ne vem, zakaj sicer smo mogli dati ta nos gor, ne razumem,
kaj smo hoteli s tem povedati? Preveč lep nos je, brale. I don't know. Postapokalipsi nihče nima takega lepega nosa. Pa daj mu plešo, ali pa nekaj, ne vem, pač club food, ne vem, nekaj. Ampak tako... Se pa je šepal. Ja, pa je šepal, ja. Ne, mislim, tako preveč dolg časa je preveč komičen. Ker tudi njemu minejo leta, ne? Ampak ne naredi nobenega character developmenta. Ampak vseeno vidiš, one uspe zmanipulirati tako, da zasede Bullet Farm. Neki, ja, okej, ne, ja, ima nek uspeh, ampak veš, tako ni bolj nor. Na začetku, ko ga srečaš na začetku, pa na koncu ni bolj fuknen. Isto je. Ampak zakaj bi bil? Zato, ker mine 15 let, pa pač najbrž se ta norija ne poboljšuje. Mislim, definitivno je on ugotovil, kaj je survival strategy, kak face nor biti. No, tukaj se malo strinjam z Igor, ker se mi zdi, da on igra bolj to norost. Ker tu se vidi v unem... Takrat, ko pridejo oni v Gastown, pa on v bistvu fejka, da vstajajo. Bencinski dol, v benzinskem dolu. Se vidi, da on tudi, a veš, ne more pa on biti vodja neke uspešne, ne morejo oni proizvajati benzina, zato ker pač on igra norca in njegova vsa ideja biti vodja je, da je on mal zmešan. In ti ne moreš biti dober menedžer. A veš, tudi sam pogled si maska. Morton Joe tudi ni Gillick Sane, pa je dober menedžer. Ja, ampak a veš, on je... Ni smešen karakter, on je zmeraj serious karakter, ne? A veš, in pa recimo, če želiš pa to pokazati, da je Dementus fejka, pa rabaš en kader, ki je na ta način vulnerable, da v bistvu pokaže to tudi njegovo fasado, pa pač da vidiš od zadaj, kar pa tega res ne narediš. Razen mogoče v uni sceni On Board, ki tam čaka, da bo Tom umrl, tam On Board. Tam mogoče res pač pade dol ta njegova maska, ne? Ampak tudi nič ni iz tega narejenega, no? Tako da ful z nekih zamujenih priložnosti, iz ful dobrih nastavkov, ful zamujene priložnosti. No? Ja, jaz preprosto moram reči, da tukaj mislim, da je osnovna napaka, ne bom rekel, ampak preveč zgodbe. Jaz mislim, da Miller v prejšnjem filmu je res imel minimalno zgodbo in je skozi akcijo, tako kot si rekla, povedal vse v likih in malo si zaslutil njih in je bilo dovolj. Tukaj pa skuša več dati likom, ampak se mi zdi, da mu ne rata tako dober. No. To jaz mislim, da je problem. In tudi vedno, kadar imaš prequel o karakterju, ki veš, da preživi, zakaj bi gledal ta film? I know what happens. Tako. To je večen problem prequelov. Tako, to pa je res, ja. Še posebej recimo tudi na ta način, ki v bistvu tehnično gledano Furiosa je skozi badass. Tudi, ki ni badass. Tudi že kot otrok, se tam vrže unga z motorja, če bi naredila saj ta en character development, da je, ne vem, ni pogumna na začetku, ali pa da se boji, bi bilo, neki, zato ker ti res imaš Charlize Theron fucking badass, pa pač Anya Taylor-Joy actually tudi badass, sam pač ni všeč tam, kjer je. In je tako, ok, mislim v redu. Again, film je full v redu, zakaj ga tukaj kurcamo? Pete ga gledati, res, full je dobro. Ampak ne, tudi moram reči, da recimo dve, pa tudi, ko mi to ni hotel priznati, ampak meni se zdi, da je zelo malo akcijskih res scen od malo daljših sekvenc, ampak dve izjemni akcijski sekvenci spet, ne. Jaz mislim, da ta Warwick, ta bojni tovornjak, tista je super sekvenca in potem ta lov na Dementusa, ko ona skratka se pa zdaj res odloči, da bo fentala in točno vidiš, da je to odlika Millerja. Tako, da to zna. On zna, točno tam ve, a ne? Kako posnet, kako povedati vse stvari brez kakršnega koli dialoga. In vse ostalo je v bistvu nek thriller irrelevant. Meni je bilo zabavno, ker je tale tip, kako ima neko Joker je režiral, je rekel, da je gledal Fury Road in da so se mu možgani stalili, ker če bi on to probal narediti, bi bilo 100 mrtvih zraven in budžet bi skuril takoj in trajalo bi 4 leta. In ti ni jasno, kako to narediš. Ne? Ja, posebej, ker je veliko tega je še vedno s kaskaderji in je pač odigrano, ne? Zelo malo je tega CGI-ja, popravljanja teh prizorov in to je zmeraj super. V bistvu je tudi v Fury Roadu full CGI-ja. Ti moš color correctati, žice moš zbrisati, vse stvari, ampak pesek. Pesek, pa te stvari, ampak tis, kar je pa ta glaven, tis pa ni CGI. Pač oni ljudje, ki tam pinglajo, niso CGI, pa tam v nogenka, pa v avtomobili, ki se flipirajo, ki meni je v bistvu takoj na začetku že film dol padel, ki pač ki smo v prvovolinkah, ki mama gor skoči na konja, sem kar tako,
o bog, no, niste mogli dati enemu študentu na, ne vem, nekmu na TF-ju. Super, kje sem jaz tudi opazil. Ti se mene na začetku tudi tako izmotilo, ker Ker je nekdo z miško prestal gor, Tako, no, ja, a veš, slabo je, a ne, in sem tako, po vseh milijonih pa 6 evrih. Zelo Wonder Woman je bilo, ker tudi Wonder Woman je točno slabo. to, Ja. ko skačejo na konja med tekom in prav vidiš, zakaj. Noter je to bolj naredil z Lego glasom, Infamous, pač ta prvem, ki se 3x vidi CGI. Pač, in je škoda. Ja, edino Vigo je znal to narediti. Tako, pač Zelo, včasih je bilo to, da so vsi igralci znali to narediti, danes je pa zelo redkost. Sploh pri igralkah, ki so bile nekoč manekenke. Ja. Ne, a veš, mislim pa tako, tudi nepotreben. Zakaj ni bilo treba, res in kadar, ko so oni na konju in jezdijo. Nepotrebno tudi z vidika storytellinga, pač pejte en white shots, te volin pa une vetrnice, tega ti ni treba dati not, ker nič ne poveš, razen da ne znaš uporabljati CGI. Ko bi v montaži to videl, bi res lahko rekel, ok, ni treba. Ni treba. Že je taki film full dolg. Kar se montaže tiče, je drugi montažer. Prejšnji film je Millerjeva žena naredila. Evo, always listen to your wife. Ja. Zdaj pa mislim, da je ni hotel obremenjevati ali whatever, ni imela cajta. Tako da, ja. She was busy making sandwiches. Zdaj si je marmelado vkuhavala, pa je rekla, George, a že spet? Ne. Mogoče je pa delala kot Marvelov. Tudi, če je ostaro vse to, ko on sta oba, kot to, kaj stari, George Miller, kaj, 70 neki. Ja. Mislim, to niso mladi ljudje. Ne. Mislim, jaz zdaj ne morem posneti filma, kaj še 70-ih. Je res, da pač Miller zdaj pri 70-ih dela filme, kada ima energijo, ne vem, človeka okrog, pač filmarje okrog 40. No, to pa ja, to pa absolutno, ker jaz absolutno nimam energije, tako da mislim, da je on podoben. Drugače, jaz mislim, da nekaj seveda del tega je tudi krivda tega, da ta film je se delo najprej, tako kot je Igor rekel, najprej bil mislil biti anime, potem so ga hoteli snemati istočasno, oziroma takoj za Fury Roadom, pa se ni šlo, oziroma v predprodukciji so se odločili, da je to preveč in da bo najprej sam Fury Road. Pol je bila neka tožba, z Warnerjem studijem. V bistvu je George Miller pač pri Fury Road je bil problem v tem, da so začeli snemati, oziroma začeli pripravljati na snemanje v Avstraliji, potem pa je prišel dež, ki spremeni puščavo za par let in niso mogli nadaljevati. Zdaj sicer meni ni jasno, kako v Avstraliji niso mogli nadaljevati, ker Avstralija ima res dosti puščave, ampak so rekli, gremo v Namibijo in bolj so tam posneli in to je ful dvignilo stroške, ampak film je bil vseeno hit. In Miller je ustrajal, da si on zasluži bonus, ker je film bil hit. Oni so pa rekli ne, zato ker je film bil prepozno in ker je bil predrag. Kar je bilo pač zaradi tega, ker so v Namibiji mogli snemati. Je pa bilo ful vredo to, da so v Namibiji snemali, ker to sem pa pol bral, da on ni znal skrekati, oziroma ni znal igralkam, ki so igrali one žene od Immortan Joe, razložiti točno njihove vloge pa to potem, ker je pač tip in potem je dobil tole pisateljco Vagina Monologues, ki pa je bila v Afriki, kjer je delala, mislim, da v Sudanu z enimi ženskami in je potem prišla tja, so jo v Namibijo pripeljali in je delala delavnice en teden z temi igralkami, da so one zaštekale, kakem položaju so ženske, ki so v takih vlogah v resničnem življenju, kot pri Immortan Joe, kjer da ni treba biti v postapokaliptičnem svetu, da si v taki vlogi, ko so bile. Mislim tako, ok, George Miller, read the book. Consult with your wife, kaj se dogaja? Skratka, potem so pa seveda začeli delati film, produkcijo leta 2019, ker vemo, kaj se je potem zgodilo. Neka stvar, ki nam je vzela 2 leti. Mi smo lahko Mad Max posneli. To je res, ja. Sej, takrat smo govorili, ker so film glih začeli delati in se je ful govorilo o filmu, o temle filmu, ki je zdaj zunaj. Tako da zdaj si vidiš, kako je to. Skratka, kar nekaj cajta je bilo tudi treba, da so ta film naredili in jaz sem prepričan, da je vse to vplivalo tudi na scenarij, tudi na vse skupaj. Mislim, jaz se pa vedno sprašujem, koliko ima pol tle studio besede pri editu. Mislim, ker to, da ti v bistvu posnetke iz Fury Roada daš med špico, je to meni tako malo. To se meni tudi zelo malo hecno. Zakaj? Se spomnimo tega filma. Več kot očitno, ker pač
je bil A dober, B končamo tam, ko se začne skoraj dobesedno, naj tak karakter, da si ga zapomniš. Dobro, zdaj ne vem, mogoče je v Ameriki tudi zdaj, a je v kinu tudi Fury Road. Mislim, dajo ponavadi, ampak to je odvisno od posameznika. To bi bilo edino smisel, meni bi bilo, da je malo reklame, da rečeš, zdaj pa v sosednji dvorani pa igra. Ne bi bil hkrati, ker bi se ljudje zmotili, ko grejo v kino. Jaz ne vem, zakaj si distributerji in kinematografi pač mal ne pridejo k sebi, pa ne naredijo double bill. Ja, to je ful bolj smiselno. Halo, Furiosa, recimo takoj. Za Avatarja je bila fora, da je bila enka par mesecev pred dvojko, ne? Dune tudi. Ja, ne, ampak ono je bilo naredeno sporedo, Dune je bilo par projekcij samo, ne? Ja, Dune je bilo par projekcij, ja. Ono pa je bilo par tednov, no in folk se je ful buno, je hodil ven, ker so bili zihar, da so prišli dvojko gledati in jaz vem, ko sem šel gledati, mi je oni prav moral razložiti tam, ko mi je karto dal. Se veste, da greste drugi del gledati resno? Ja, da so imeli ful problemov s tem. Because people are dumb, pač. Ljudje so res neumni, pa ni čudno, da rabimo podnapise podnaslove pri vsakem filmu. Ja. Tarot, grozljivka, ne vem, mislim, da je... Ne, karta smrti. Karta smrti, ja, ker pač originalni samo tarot, jaz ne vem, pač sej, pogledaj si trailer, se menda ne prebereš neko film, menda ne misliš, da bo nekdo karte igral 120 minut, kaj pizda. Meni je strašljivo na to, da pač eni ljudje morajo izhoditi gledati s podnapisi film, zato ker pač ne štekajo, kaj se dogaja brez podnapisov, pa včasih so podnapisi res horrible, sorry prevajalci. In smo tako, včasih, ko gledam tujezične filme, ki jih ne razumem, se tako, upam, da pravilno prevajajo ljudje. To je včasih na Leafo fajn izkušnja, ko bereš angleške, pa slovenske se tako, Nekdo se je zmotil. Nekaj je tle, ni neka diskrepanca, ampak meni je fajn, ker zveš se mi zdi, Slovenci tako prevedo angleš, nekaj od tega, nekaj vmes. Až kaj je bilo pa najbolj fucked up enkrat na Leafo, ko je bil Macbeth z Fassbenderjem, ki so v verziji govorili, pa je bil pa v Župančiču prevod v slovenščini, pa valjda tudi Shakespearjeva. In je bilo tako, v enem trenutku so itak pač, ker je pač angliščina taka, začneš... Tam še francosko zraven. In je bilo tako, v enem trenutku sem jaz začela brati in slovenske verze in angliške verze, a še pa drugač. Seveda je. Smo pa tako, ne bom sam poslušala, pa če nam razumela, kva si... Friki bilo, ti zelo res. Pač le gledaš, koliko hod je Fassbender. Koliko ima kratke nogice pa dolge rokice. Nekaj sem še hotel, da se vrnemo zdaj k filmu, ki ga obravnavam, za katerega se vsi strinjamo, da je fajn. Čeprav ga šimfamo že 1 uro. Mislim, jaz še najmanj šimfam. Ti še najmanj, ja. Si škoda, ker je snimito, tako on bi bil zdaj že besen. Ampak ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, je, da zdaj imamo res po Johnu Wicku je to spet en taka stoičen junak. Zdaj tukaj vemo, da že John Wick je imel kaj 46 replik ali nekaj takega in od tega večinoma fuck ali karkoli pa če reče. In tudi tukaj ima zelo malo replik. Se vam zdi, da je to zdaj nek nov doprinos k stoičnemu junaku, akcijskemu, ker tega smo imeli, ni to, da je prvič, ne? Imeli smo že junake, ki zelo malo govorijo, se ne nazadnje Schwarzenegger v svojih prvih akcijskih filmih mu tudi niso dali dosti zagovoriti, ker pač je imel tok trd na glas, ne? In je tudi mogoče zaradi tega, ampak se mi zdi, da pa mogoče v današnjem cajtu, ali se to vrača, je to zdaj spet tako, da imamo, ker tukaj je še posebej vedno to vprašanje, ne, ki se ga vedno zastavljamo, ne? Ko recimo gledamo žensko v taki vlogi, ne, ki igra nekaj, ki mi stereotipno pripisujemo moškemu, da je moški stoičen in molčeč, a je to dobro za žensko junakinjo, da je ona taka, ne? Ali je to v bistvu prevzemanje, ali ona ne more biti junakinja ženska, če ni vsaj malo moškemu podobna. To je vedno ta nek gamble, ki ga jaz nikoli ne znam v redu razrešiti, ker meni je fajn delovati. Meni tukaj, jaz se ne strinjam, da bi ona mogla več povedati. To me ni motilo. Mene je motilo, da neke ključne stvari gremo prek montaže, da neke stvari, tako kot je Maja rekla, jaz mislim, da niso v pacingu, v tempu dobro predelane. To me je bolj motilo, ni pa me motilo, da ona zdaj pač ne govori kaj dosti. Ne nazadnje postapokalipsa, nobeno teh likov razen tega Dementosa, skratka, ne govori veliko. Tako da pa tudi ne nazadnje je to v sozvočju z Mad Maxom, ki tudi nikoli ni veliko govoril. Ne? Mislim, pade v ta trop, pač molčečih junakov, ampak se mi zdi, da tukaj je zdaj razložen tudi, zakaj je Furiosa ne govori, ne? Zato ker pač ona izina ta Dementosu ne odgovarja.
Tako. In prevzame to. In Ja, se mi zdi, da to je prvi del, drugi del je pa to, da bi z glasom izdala, da je fant. tako, Ne? da ni fant. Da ni fant, Ja, in to je pa ta drugi del. Ne? In tukaj je v bistvu tako, je v liniji tega, kje ona je, da se v bistvu s tem molkom na nek način tudi brani. Ne? Ja. In ohranja pri življenju. In me ne moti, ker me tudi že v Fury Roadu ni motil, da je ona tako tiha, ker je v liniji tega tudi, kakšen je svet in kakšna je pač tradicija Mad Maxova. In ne, mislim pač, jaz, ko sem gledala ta film, sem pač ji verjela, da ona taka je. Tako da mi ni mi bil to gimmick, da zdaj bomo pa mi naredili junakinjo, ki se obnaša kot moški, zato ker drugače ne more biti junakinja. Ker pač je lahko junakinja kadarkoli in kakorkoli in ona je taka z določenim namenom in razlogom. Tako da tukaj me ni motil. Ker pač v bistvu v končni fazi je, da je pač lik ti deluje avtentičen, ko je pač kongruenten v sebi, v smislu tega, da je usklajen v svojem tem, to je zdaj ful filozofsko bivanju. Pač, če imaš ti nek Quentin Tarantino karakter, ki pač žubori ob sebe, amazing, the best, ampak mora biti pač tudi tak celosten in pač in Charlize Theron in Anya Taylor-Joy, taka celostna oni dve sta in pač zasledujete ta trop, which is fine. In pač John Wick zasleduje ta trop in Mad Max je in je okej in pač nimam problema. V končni fazi tudi Salt zasleduje ta Angelina Jolie film, ki bi mogel biti, mislim, da Tom Cruise, ne, in je it's okay, it's fine. Čeprav bi bila fajn. Ampak imamo kakšno žuborečo, ki pač recimo tudi Kill Bill, ona ni žuboreč glavni lik. Je precej v primerjavi s temi, vsekakor. Ja, je bolj. Ne, ampak drugače akcijski liki ne govorijo tako ful, ne? Ker pač govorijo skozi dejanja. Ja, ampak dost imaš pa recimo vse te zingerje, ne? To vedno mora biti, veš. Ampak to je komično, ne? Ja, sej. To je pač iz Batmana, izvira iz serije Batman, ne? Ker to deluje kot komedija, to deluje kot ok, imamo violence, ampak se vseeno lahko zabavamo. Medtem ko tele stoični imamo violence, observe the violence. Ja, pa zelo pogosto je ta trop je zelo pogosto vezan ravno na maščevalko. Ne? Se pravi, ponavadi je ki se maščuje, tiste res najmanj govori. Ker logično tukaj je nek vse njegova dejanja vodi tudi neka travma, ki domnevam, da valjda te ne naredi na najbolj veselega in družabnega človeka na tem svetu. Ne? Ja, je pa res, ne, da v bistvu mogoče se tle vedno borimo s tem, da iz našega resničnega življenja in kako smo socializirani, je veliko krat so dečki naučeni, da pač recimo ne smejo izražati neke žalosti in teh bolj, bolj negativnih čustev, da jih ne smejo izražati in se to pri njih pol fulkrat pretvori v jezo, in potem so pač outwardly naven nasilni in pač v bistvu svojo žalost izražajo z jezo, medtem ko pri puncah je pa obratno. Punce pa ponovadi nam govorijo, da ne smemo biti jezne, in pa to velikrat pride žalostno. Zato, ker zakaj punčke pa ženske velikrat jokajo v stresnih situacijah, ker nikoli se nismo naučili izražati jeze, ampak pač jokamo. In imamo pa tle vedno mogoče malo čutimo to diskrepanco, da za tipe je v redu, da so molčeči in jezni in jih znamo brati, kot v bistvu on je ranjen, žalosten in ne vem kaj, medtem ko pa ženske zmeram, ko jokajo in so besne, jih pač beremo isto kot tipe, ampak od spodaj pa ni isto, od spodaj pa pri ženskah pač jeza in imamo v bistvu itak, zato sta in Charlize Theron in Anya Taylor-Joy bili v bistvu sta imeli struggle s tem, da sta tiho, ne zato, ker sta bile kao feministke pa moramo govoriti, ampak zato, ker ženske ne izražamo na ta način jeze. Če jo že, pa če se jo zdaj učimo izražati, jo veliko bolj organsko izražamo kot mogoče tipi, tudi zato, ker je pač izražanje moške jeze vedno kodirano nasilno, kar je itak narobe. Tako da v bistvu tle se tepemo s tem, kako mi v resničnosti izražamo svoje čustva, kako to pa na platno projiciramo. Tako, super. To si odlično razložil. Ja. In pač jaz mislim, da pač absolutno je postapokaliptični svet tak, kjer več zadržiš zase. Se tako, kot Igor rekel. Pač ona ni mogla glasu pač tudi tako, zato ker bi zvedli, da je pač punca. S tem, da tukaj je spet, kako Miller, kar mene spet tle razjezi. Sej jaz nisem zdaj pričakoval, da bomo imeli so to komedijo, ko bo nekdo odkril, ti pa nisi fant ali pa ne vem kaj, čeprav je tam on vprašal, zakaj hodi lulat
na skrivaj ali kaj že ne. Ampak po drugi strani je najlažje narediti spet montažo in pol je on kar naenkrat neha skrivati, da je ženska in je s pretoricem in se vozi z njim in je okej. Dobro, ker je mogoče pod njegovo zaščito, kao, ne, in je pač zdaj ne bojo kar tako posilili. Ne vem kaj. Ona, ko je pretoric, ni prav zares del istega genga. Ona gre v drug družbeni sloj. Tako. Ja, ampak zdaj lahko gledamo na to pač čist Oliver Twist, ona menja družbene sloje. Ne? Pa mogoče je bila kakšna druga pretorika že pred njo. Ne? Mislim, tako, ne vem, pa jaz si pa predstavljam, mogoče. Ne, ona je bila prva in edina pretorika. Ne vem, ampak je bila. Ja. Mislim, imaš glede na to, da je pa to postane kar tako normalno, da jo ne probajo strepati nazaj v harem, pa bi pa bila že kakšna prva. Ja, ne, samo v harem je ne probajo strepati, zato ker oni misli, da je ona umrla. Kaj misliš, da Immortan Joe misli? Immortan Joe, po mojem, opazi, koliko ima ljudi v haremu. Oni, ki jo je pa beg sprava, pa proba, ki misli, da je beg sprava, pa proba vse zamotiti. Jaz dejansko mislim, da to mi je bilo dejansko všeč, da Immortan Joe ne opazi, ker pač jaz mislim, da so ženske preprosto potrošna roba za njega in mu je čist sen. A že hoče imeti še eno, pa pač je bila mlada. O moj bog, ampak pustimo to, ne? Ampak ja, mislim, da meni se pa to se mi je pa edino, ker se mi res dopadlo, da jim pač nikoli noben ne reče in noben ne poveže, zdaj, ko bom povezal pred 15 leti, sem zgubil eno punčko. Kaj, če si ti una? To je zato, ker v post-apokalipsi ne obstaja več Excel. Če bi Immortan Joe imel Excel, bi ta film se končal tam, ko grejo na not. In to pa več nadzora bi imel, kdaj s kom spi, recimo. Ponedeljek ima uno, torek tako. Excel je... S kakimi birokrati smo. Civilizacija živi na Excelu. Super, ja. Drugač, kakšne stvari, eni ljudje so se malo pritoževali tudi na montažo, ker se kdaj vidi, da so malo pohitreni prizori, ne, ker pač tako, ampak meni je to bilo že, to je zelo stilistično, se mi je zdelo, že Fury Roadu je bilo zdaj nekaj tako. To je posledica tega, da je ta prvi film iz 1970, kjer je bila to v bistvu tehnika, kako so snemali in jaz sem pa se ti zdi, da ti je zdaj bolj mod. Ne, da je to establishing, da to tako deluje v tem vesolju, ne? Zato ker v 70-ih pa 80-ih so avtomobilistične prizore ponovadi snimali pol na 1,5 in to itak ti bereš, da je nekaj čuden, ampak se mi ne zdi tako moteče, ker je to tako, to je taka estetika tega filma. Če bi sam to obdržal noter, pa bi bilo kot edini special effect, bi bilo to meni simpatično. Meni je tole z pohitrenostjo vedno bilo ful zanimivo. Hongkongu niso tega vedeli. In oni so dejansko snemali toliko hitro. Ne? In potem, ko so te hongkonški igralci prišli v ZDA, je bilo tako, ok, zdaj bom pa naredil ta fight in vsi se gledajo, what the fuck, stari, zdaj narediš. Tak počasi udariš, oni počasi se omakli in to pospešimo in so bili tako, ne znam. Ja, si predstavljam, da je to bil kar šok. Drugače, tale akcijski prizor s tem War Eagle mi je res super, meni je fajn ta dodatek teh nekih kajtov, zmajev, karkoli pač imajo te stvari. No. Oni so nesposobni, pa res pač imaš to, zakaj pridejo en po en in ne probajo malo bolj overwhelmat, ampak zagledati je pa krasno. Če se v Fury Road nismo sprašvali, zakaj ima dude tega kitarista privezanega tam gor, pa to, it all makes sense. Kar se tiče kitarista, kitarist je najbolj iconic karakter. Absolutno. In jaz sem ful vesel, da nismo dobili celega backstoryja zdaj za njega. Ker to me po mojem je moralo biti en kup Warner executive, ok, zdaj pa razloži to. In ne. Tu se pol pojavi noter. Jaz bi pa to tudi imel. Jaz bi imel, da en tam na Bullet Farmi mu da še tako kitaro. Pelimo to nazaj, unmo se veš, ker bo. On dobi in on naredi tako. Mislim, ker Fury Road je imel tak moment, tam, ko neke zadeve eksplodirajo, pa pol volan. Ali še je imel ta nek... Se je zavedal tega, kako absurd, kako na 12 je. Zelo stripovski je. Ja, ta film se mal preveč resno jemlje, ker ni nobenega taka tongue in cheek. Valjda je pač
realistična postapokalipsa najbrž ne bo imela ful velikega tovornjaka z fršterkarji in kitaristi. Ja, meni je ful zanimivo, ker vedno jaz mešam Georgea Millerja pa Franka Millerja, zato se mi George zdi, da snema bolj stripovske filme in boljše, da mu boljše rata, ker ta estetika Mad Maxa meni res bi ful pasala in škoda res, da mu nikoli niso dali kakšnega super junaškega. Jaz mislim, da bi to ful pasalo v neko, pa on bi res znal osupljive akcijske prizore. Zamisli si, da nimaš gravitacije in da pač, veš, da on lahko naredi nek akcijski prizor brez, ne vem, da mora biti hitro na tornjaku ali pa. Ja, to bi bilo cool. Zamejena priložnost. Drugače, meni je en ljubših prizorov z tega filma, oziroma ljubših groznih prizorov mi je bilo tudi, ko se Furiosa zbudi v oni jami z odrezano roko, ker je ona ženska goji une gobe in črve ali karkoli gliste, karkoli se zaredi na, karkoli rečemo mi temu, kar se zaredi na truplih oziroma tako. Ti se mi je zdelo kar tako. Kaj vse ljudje naredijo, da preživijo? Ja. Plus tele, jaz sem pozabil, kako se po slovensko reče, megec, ful so v redu za čiščenje, niso črvi, ne? Ja, niso črvi, nekaj drugega, to sem se jaz tudi ful so v redu za čiščenje ran, zato ker pojejo samo odmrlo. Točno, jejo samo alo, ne. Tako so jo rešili, ne, ker v bistvu... To je rešili. Mislim, tako, George Miller also doesn't give a fuck, ne? Mislim, da po kanonu so se v tem svetu posušili oceani, a ne? Ni nujno. Ne ve noben, ker so spuščavi doma. Ja, no vse, a ne, ampak ker pa dobiš un establishing shot, da zdaj to je v Avstraliji still surrounded by oceans, ampak jaz mislim, da v enem izmed, ta prvem, pa ta drugem, da so se oceani posušili. Ne, v ta prvem ni nič, ta prvem je še dosti delujoča družba. Tako. Pa ta drugi pa je, zdaj pa so bombe padle. Ja, ampak tudi, mislim, jaz si pa tako predstavljam, pač, da je Mad Max pol tam mogel Furioso najbrž, zakaj bi bil ta establishing shot, da je on že v filmu, ali smo mi ne bi mogli z tega razbrati, da je on zvleče v te jame, on jo pol že odprej pozna, pa 10 let še čaka na okol, mislim, zakaj je Mad Max v tem filmu? Ne, tam ni, jaz sem tudi najprej mislil, da je on rešil, da se bo zdaj zbudil z njim, sem to bi bilo totalno neumno. Ne, pač reši se tja odpelje. A se ti zdi, da je odpelje? Jaz sem mislil, da se sama privlekla. Ali pa se sama privleče, ampak ja, tam je on. In da je on pač sem tam. Tak, zato da vemo, da je Mad Max. Da vemo, da še je, da obstaja. Nekaj načeloma ne bi bil naslednji projekt Millerja še en prequel Fury Road, kaj Mad Max vmes dela. Ja. Kar je on tudi imel napisan scenarij, prednji je začel Fury Road delati. Amazing, to je vse amazing, ampak pač vse vemo, kaj Mad Max predela. Tino Turner neki v enem domu. Ja, ampak to je ne vem, se ne ve dobro, ker ta kronologija ni dobro narejena. George Miller doesn't give a fuck about continuity. Sam je razložil, kak je to. Ne, continuity doesn't matter. Zato, ker to ni en roman, ampak to so zgodbe, ki jih različni pripovedovalci pripovedujejo in vsak si nekaj malega zraven zmisli o nekem junaku. Tako kot zgodbe o Jezusu. That makes sense. Ok, to je že malo boljše. That makes sense. Pa definitivno Tom Hardy dobra izbira. Katerikoli pripovedovalec si ga že zbral. Ne vem, kaj se tukaj dogaja, ker to je zdaj seveda... Ne, basically so rekli, da najbrž ne bo nič z tega, ker Furiosa premalo denarja zaslužila. Ampak lani so rekli, da bo Elemental nič denarja zaslužil, ker je za nič film, which by the way it is, Pixarjev. Ampak potem je celo poletje bil še v kinu in je zaslužil $5 milijarde, tako da zdaj nekako upajo, da bi se to lahko... Ja, to sem zdaj tudi, predvsej sem bral tudi teh člankov, kako je postala ta ameriška hollywoodska obsedenost z tem prvim vikendom in prodajo kart na prvi vikend, ko pride film, še posebej, ker imajo zdaj oni kaj neki praznik, memorial day, whatever. Ponedeljek so imeli Ja, in da je to pač preveliko dajo na to in da naj bi se počaka, kako bo ta film naredil še kje drugje. To, mislim pa pač pozabila se, da v bistvu v končni fazi ni to, mislim, to je ful antikapitalistično, se ni to važno, koliko zaslužiš, ker pa pride na streaminga, ki ga ti doma gledaš, pol najde ta film ful več gledalcev, pa ga vzamejo ljudje ful bolj za svojega in pol verjetnost, da boš šel še tretji film gledati, je večja, kot da pač ne vem, je kakšen film že ful zaslužil več denarja, pa nobody gives a fuck about it anymore, ne? Avatarja nočemo več videti. Avatarja bo še I know. Ne vem. Koliko je star Cameron? Ne, malo mlajši je kot Miller, ja. Oh, god damn it. When will this old man die? Mislim, honestly, ful dela na tem, dostkrat se potaplja. Sam res. S onimi podmornicami, ki jih sam pomaga narediti, tako da, there's effort. Ok, redu.
continue on, Cameron. Ne, no resno. Ok, super. A še kdo hotel kaj še dodati, kaj takega, kar smo mogoče pozabili? Ne, jaz tudi mislim, da ne. Don't drink and drive, guys. To je res. To se z tega filma nikjer sicer ne naučiš, ker alkohola tudi nimajo. Sam res ni alkohola. Ja, saj ne, da bi jaz to pazil. Pa tudi drog ni zares. Ja, kar se mi zdi še kar žalostna zgodba. There's mother's milk, ampak to je tako sustenance, mother's milk je pač hrana. Ja, sam res ni, ker bi človek mislil, da v nekem post-apokalipti pač hočeš uvideti vsem, pa pač se ga zadevaš. Ja, sem, če se ga zadevaš, ravno takrat ne uideš. Ja, imajo polno. Ja, imajo polno krom zadevo. Ja, to je za tik pred... Ja, to je tik pred smrtjo, oziroma da si daš pogum, da si mal ta berserker, po mojem. Ta neka varianta. Samo oni Warboy tam, ki ga najdejo, je pa krasen. Mislim, noben od Warboyov ni blizu tega, koliko je Holt to dobro odigral v prejšnjem filmu, ampak tam oni, ko ga najdejo prestreljen, tako ono... Ok. Tista dobra scena. Skratka, zdaj bi moral mi to povedati Star Trek kotiček, kaj je tle naš, ampak ker ga ni, bomo to preskočili. Smo pa zato imamo več sajta za kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer je Maja pogledala, mislim, tle tako dobesedno, ja, to zgleda kot programska schema Disney Plusa, ne vem, Netflixa, HBO-ja, ne vem kaj, ampak ok, daj, da slišimo, da povej. Omenila bom Hitman oziroma Naključnega morilca, ki sem ga videla nedavno, je čist simpatičen, fleten, prebiti si moram skozi Netflixovo dansko Ronjo. Čakaj, a si že začela gledati? Ja, ta prvi 3 dele. Zelo se mi zdi je za otroke. Kar je mogoče manj pa za nekega odraslega gledalca. No, pa pač izredno sem razočarana, ker Ronja nima rdečih las, ker ne vem, če v originalu vse glavne otroške junakinje v moji glavi imajo rdeče lase, ker sem to jaz in pa sem zdaj razočarana. Ampak tudi mislim, da ima na naši naslovnici naših teh klasičnih knjig. Črne, rjave, ne vem. Črne ima. Jaz sem tudi vedno z rdečim, zakaj? Ampak dejansko ima na naslovnici črno. Obstaja kakšna stara nova verzija prevoda? Ali jo pa mešam z kakšno drugo junakinjo, ampak meni ima rdeče lase. Kakorkoli, že to je dobro, da je pač zadeva v danščini in je pač fletno. Pol se moram lotiti sezone 2 Outer Reach, ki je neka znanstveno-fantastična kavbojščina z... Brolin? Ja. To mi to tudi gledate, kdaj? Ja, pa jaz tudi imam to poslušati. Ful je nice, tako in tak interesting, ker je un low-key sci-fi, ker je pač tak nepoznan kozmičen horror mal, ful nice. Prva sezona me je kar presenetila. Ok, super. Pa bom jaz imela mogoče Star Trek kotiček, da gledam Star Trek Discovery, ker jaz nimam nobene zgodovine z nobenim Star Trekom in je Discovery prva stvar, ki jo gledam in razumem, da ni najbolj kvalitetna, but it's entertaining and things go boom in space. Ja, res je. Jaz moram še zadnji del pogledati zdaj. Se pravi, zadnji del sezone in zadnji del serije. Tako je, kar bo včeraj. Danes sprašujem. No, evo, to bom jaz spod za vikend naredila. Honorable mention, ki s kolegico gledava še kar Vesno Station 19 pa Grey's Anatomy. Grey's Anatomy ustraja v svojem trashu in bo najbolj... Kjer sezona je zdaj že to? 20. 21. Milijonka? Ja. Meni se zdi, da je že od malega. Se je, da je že od malega. Pa bom pa mogoče samo par stvari omenila, ki jih... Zadnji 3 naše epizode vidim. Ja, to itak ne, to ne bom omenila. Če niste bili, ker ste itak najbolj poslušali, če niste bili v kinu pa videli Kaskaderja, pojdite gledati Kaskaderja, ker je full fleten, full nice komedija. Omenila bom Constellation pa The Signal. Constellation je z Noomi Rapace. The Signal je pa neka nemška serija in obedve sta Women in Space, Going Slightly Mad and Spooky Actions in a Distance. Kje pa imaš to nekje na streamerjih? Constellation je, mislim, da na Apple, Signal je pa na Netflixu, če se ne motim. Ok, to pa prvič slišim. In sta take, dost pod radarjem sta oba dva prišla in ful ima ta zanimiv nek ta... isti nastavek, da pač gresta astronautki v vesolje in potem valjda vsi mislijo, da zblaznita gor, ker pač that's what happens to women in space, I guess. Ampak zanimiv, no? Se odripli naprej, ja. Ja, full... Histerija, čista res. Ja, fajn, take kratke majhne zadeve. Priznam, da ne poznam niti eno, tako da wow. On that note ti ful priporočam ta film z Evo Green še,
ki je pa naslov, samo trenutek, Proxima. Je pa ona astronautka, ki ima hčerko in potem je še fora v tem, kako lahko mati pusti hčerko z nekom medtem, ko gre v vesolje. Tudi ti dve tlema ta hčerke. In ta scena, in to je pa ni sci-fi, to je v resničnem življenju in za ESO dela in tak dalje. Tudi v Constellation pa da signal, imata obe dve hčerko in valjda je to tema, ker kako pa pol moški mora biti, it's amazing. Potem bomo omenila Bridgerton, ki je hot and steamy. Pa Monarch bom omenila. Ok, to je Igor gledal. Very nice to sleep to. Jaz imam zanimiv fenomen, da če mi je ful všeč uvodna špica, ki mi je v tem primeru muska te uvodne špice bila res dobra, potem gledaš tako hype, this is happening. In je tako, pa ful mi je bilo zabavno, da izkoriščajo očeta sin, kva sta že? Russell, no? To mi je bilo ful zabavno gledati, ker sem bila tako, look at you doing your things. In tako serija je tako, things are happening, tako. Godzilla gre malo mimo, tako na vsake tok cajta naredijo CGI, tlele imate Godzilla, tako da to. Okay. Pa sem pa danes, da sem se v pripravi na to snemanje, sem šla na IMDb What is coming up in sem neverjetne stvari ugotovila, ki jih zdaj nujno moram deliti z vami. Anansi Boys prihajajo, Bojda 2024, to je po Neil Gaimanu v vesolju American Gods. Kar sem tako, God of War serija prihaja, ne vem, a igrana, a animirana. Igrana, ampak bomo videli, kaj bo še s tem. Zato, ker pač igre so res best, špile so hude, tako da bomo videli. Magic the Gathering, v katerem igra dude, ki je igral enega Supermana, Brandon Ruth. In sem bila sam tako... Kako so boj pri Magic the Gathering? Storije iz teh kakšnega... Planeswalker, ne vem. Planeswalker je boda, tako da to zdaj sploh ne upam svojemu možu povedati, kaj je Magic the Gathering fiend. Zanimivo. Break it lightly. Čakam, da se bo pojavil Borderlands, the movie s Kate Blanchett. Augusta pride, Kate Blanchett je definitivno nekaj, kar jaz grem gledati, tudi če film izgleda trash. In ta film izgleda trash. Ampak Kate Blanchett trash? Fucking amazing. Točno tako da to me veseli. Se strinjam. Serija Dune Prophecy, very much hyped, tako da upamo, da bo v redu. Čakaj, to zdaj, to je pa jesen. Zdaj počasi. Da konc leta, decembra. Bene Gesserit, kar sem se že med obema filmoma pogovarjala, da koliko bi bilo to amazing, da bi bil film za Bene Gesserit. Da so najbolj zanimivi liki v filmu. Pa Honorable Mentions, ki prihajajo in so mi tudi ljube, The Boys pa Umbrella Academy. Tako. Umbrella Academy mislim, da je zadnja. The Boys pa... Še ne. So še obnovili. Ok, hudo. Umbrella Academy, tudi jaz, tudi to mi je malo žal, ker mi to in Igor ne gledate, ker je fina serija. Mi to pa zdaj po mojem pogledu. In zdaj se končuje, in ta Umbrella mi je, precej je bolj ohranjena kvaliteta, kot recimo Doom Patrol, ki sem jaz tudi gledal, pa mi zadnja mogoče ni bilo več to. Tako se je izvižal nekam, da sem, kako veš, da je serija slaba, ko začneš nov del, pa kva? Did I miss a couple episodes in between, kaj je bilo kratko kaj, pa vmes se je nekaj zgodilo, kaj je bila ful velika pauza, pa ne vem kaj. Vmes so, veš kaj, ker so tudi naredili nekaj delo, so dali naprej, pa pol še nekaj polin. Jaz tudi nisem, jaz sem se že malo zgubil, kva se dogaja, mogo bi vse še enkrat pogledati. Ampak Academy pa ima tako svojo špuro, weird je na ta način in je fajn, precej boljš. Se mi zdi kot Doom Patrol, čeprav Doom Patrol z unimi zombi ritmi je še vedno fajn. Igor? Tudi jaz sem pogledal Ključnega morilca. Nisem bil tak fest navdušen, ampak whatever. Sodi v spodnjo tretjino Linklaterjevih filmov po kakovosti. Ali pa spodnjo četrtino. Ker je naredil enih par slabih filmov že, ampak je pa naredil par mojstrovin. To ni to. Je pa ok. Pogledal sem Robotove sanje, mislim, da zdaj pa tak, če imate minimalno radi sci-fi, dajte to pogledati. To je bilo za Oscarja nominirano animirani film. Ni dobro, ker je dobil Miyazaki, zasluženo, ampak kako dober film. To je v Dvoru, oziroma od jutri bo tudi v Dvorovem VOD-u. Če ne ujamete v dvorani in
basically je štorija postavljena v 80-ta v New York, kjer je tale pes, ki je tako malo socially awkward, sam živi in potem vidi v glas, da si lahko robota kupiš in si ga kupi in si ga sestavi in postane ta najboljša prijatelja in hangata. Čak, oprosti pes, misliš kot prav Ja, antropomorfni, vse so živali, ne, ni ljudi. Okay. Ampak golobi so pa recimo golobi, ne, ni da so... Ja. Ampak racije so pa antropomorfne. Glej, ne rabiš zdaj. Ne tuhtat preveč, razumem. No in ona dva sta bestiča in disko poslušata in kotalkata in potem in potem greta na plažo in robot zarošta in ne more ga on spraviti nazaj in potem ne more na plažo, ker ga iritirajo, ko proba not vlomiti in potem pusti onega čez zimo in robot sanja stvari. Aha. In pol je basically štorija o prijateljstvu, ampak tudi o tem, da je konec razmerij, da moraš iskati naprej, kak najti naprej in tako ene totalno kompleksne stvari not spravi v eno tako čudovito animacijo v uro pa pol, lahko se mirno zjočeš vmes trikrat ali pa se ne. Mislim, res lepa štorija, ful priporočam. Pol sem pogledal The Lodge, ker sem imel intervju s Severinom Fialo in je zelo dober film. Ti si že gledal? Jaz sem ga gledal, nekaj je bil na Kuripoti ali nekaj. Mislim, je bil na Lifu. Ali pa je bil na Noči čarovnic, eno od tega. Eno od teh treh možnosti. Ja, ta osnovna premisa se mi zdi napačna, ne? Noben človek ne bo dal rekel, idite vi, zdaj pa jaz šel delati, pa bodite moji otroci z mojo bejbo, ampak vse razen tega tako štima, res je. Yep. Evil. In do konca sem prebral The Expanse, še Leviathan Falls in zelo lepo zaključi. To moram reči. 3 knjige za prebrati. Še 3 knjige. Ja. Zdaj sem se prebila skozi Triglav moj dom. Moj bog. Več ti je uspelo kot meni. Sem jo tako prebrala, sem jo sicer kumulativno v 6 urah, ampak drugače pa v 2 mesecih, ko sem tako naprej 6 ur tlele, sem 3 ure tle, pol 3 ure tle. Pa najbrž bojo še. Golobi, vsekakor. Ja. Ko sem bila tako nekako, it's time to finish. I think it's time to finish. Ja, mislim, že pri drugi bil tega mnenja. Gremo dalje. No, pri Expansu pa je pač pol ugotovil, kak struktura deluje in je pač na začetku ugotoviš za tale protomolekul, potem pa v prvi knjigi, ne? In potem pač imaš, da so ljudje evil in jih je treba ustaviti in potem tekom vseh 9 knjig so vedno ljudje evil in nič ne zveš o protomolekulu ali pa zveš neke drobce, ki so nepovezani in potem v zadnji knjigi zdaj bomo pa zvedeli o protomolekulu, o tem, kaj je uničilo ta bitja, kakva so bila ta bitja, ki so naredila protomolekul, zakaj so naredila. In potem zveš te ene stvari in potem, ampak dajmo zdaj najprej še napad ljudi, ki bojo. In zelo v redu izvedejo to, ful povejo o eni človeštvu in teh stvari, ful je v redu akcija, konsistentni liki so. Mislim pa, da bi lahko malo bolj zaupali bralcem, ker imaš tolikokrat ene ponavljanja. Ampak knjige so prihajale ven ena na leto. Če ne še... Ne, mislim, da so v 10 letih jih je 9 prišlo ven. Da... Mislim, ker jaz jih približno eno na let preberem in imam vedno, ko začnem, rabam kar nekaj časa, da pridem not nazaj. Ja. In me ne moti, da pa včasih kaj ponovi knjigo. Ja. Ne, ker tukaj imaš ful, dostkrat tam že v 9. knjigi in imaš pol ono, ne. In da so oni neke vrste familija, ker imaš take familije, onake familije in da so bili te ljudje familija, ki zdaj so že umrli in tak, vem, prebral sem prejšnji knjigi, kako so umrli. Razumem, če jih bereš ful osko nakupi, da ti ampak meni je to... Te stvari so malo mi bile tak, ampak se pač preskočiš, pa greš hitro dalje, so pa v redu liki, pa konča se z stališča likov točno tako, ko pričakuješ, da bi te like ravnali. Boljška serija TV? Ful boljš, ker je Markus Inarus, je pa boljš. To je največja razlika, mi je bila, koliko je Markus Inarus bolj nesposoben v knjigah, kot je tam. Ker jaz sem se pa odločil, jaz sem najprej pogledal prvo sezono, potem sem prebral knjige in sem bil amazed, in potem sem prebral drugo knjigo in sem gledal drugo sezono in sem bil tak,
ampak knjiga je boljša in potem sem se odločil najprej pogledal in potem prebral in zdaj sem končno prebral in moram reči, da sem zelo vesel, da sem tak se lotil tega in ful priporočam branje vseh 9 knjig. Bom pa videl, če zdaj še najdem energijo, da preberem še short stories, ampak da se mi bo dalo kritik. So pa bile večina jih je bila v seriji že not. Pol ima še eno, ki je nadaljevanje, kao pol 9 knjigi, ampak sem prebral, zakaj se gre, pa se mi zdi, da ni nujno treba. Ok. Zato mislim, da on pišete neko novo serijo, če se pravi. Ja, letos se izide prva knjiga njune nove serije. Da naravno ta čist neko drugo štorijo obrati in tako. Ampak spet vesoljsko opera. Ja, tako da mogoče dobimo kakšno novo serijo v bodoče, tudi filmsko. Dobro. Jaz sem pogledal filmsko serijo, oziroma 2 filma iz zdaj filmske serije The Strangers, skratka The Strangers iz 2008, pa The Strangers Prey at Night iz 2018, da so lahko šla z Igorjem gledati The Strangers Chapter 1 v kino. Ki je isti kot The Strangers? Ja, meni je malo me je razočaral. Jaz moram reči, da sicer The Strangers razumem, zakaj je marsikateremu, da je kulten na nek način, ful je dober ta build-up, dobro atmosfero naredili, Liv Tyler je itak odlična noter in vse to. Je pa me razočaral pa zdaj ta nov film, drugi je itak slab. Nov film zato, ker dejansko razumem, da razumeš, da je neki kult, ampak če je kult, zakaj greš to še enkrat snemat? Če pa ne verjameš, da je neki kult, pa zakaj nisi popravil slabe stvari iz prvega filma? Ampak si jih samo še okrepil v novem in še poslabšal tisto, kar je bilo dobro v prvem filmu. To me je pa tako presenetilo. No? To pa res ne razumem te ideje in tako, pač to, jaz mislim, da mene najbolj tu moti ta totalna diskrepanca med tem, a so oni ljudje, ti morilci, ali so neka nadnaravna bitja, ker funkcionirajo kot ljudje, po drugi strani pa vse, kakor se pojavljajo, so pa skoraj nadnaravni. Oni vedno vejo, kam boš ti zbežal, vedno tudi v šumi te najdejo, naenkrat unga na začetku novega filma, kar za 3 strani naenkrat ga obkolijo. Ja. On je pa laufal po šumi. Kako so oni kar vedeli, kje se bo on vstavil, da bo lahko zdaj prišli vsak z ene strani. Mislim, take stvari so pač annoying as fuck in to pač ne dela. Mislim, da pač, če gledaš iz njegove perspektive, iz perspektive žrtve, ne glede na to, koliko jih dejansko pride za tabo, imaš ti občutek, da so overwhelming in mislim, da so to hoteli pokazati. Hvala, Igor. Hvala, da si mi to razložil, res lepo tebe. Jaz sem gledal še Tarot, karta smrti, očitno v slovenščini, ki je še slabš. Tle pa tako, pogledali smo vse filme od Jamesa Wana in fajn je imel, dober trik je imel, kaj če bi mi vse njegove fore uporabili, se pravi, imaš luči, ki se ugašajo v hodniku, imaš neznano silo, ki nekoga potegne za noge, pa ga potegne v temo, imaš vse te stvari, škrati, da je totalno nekonsistentna ta. Jaz vedno toliko me razburi, ko ljudje, ki delajo grozljivke, pozabijo, da tudi grozljivka in nadnaravno mora imeti logiko. Če nima logike, se lahko zgodi vse in pol je brez veze, ker ni napetosti. In tle noter enkrat ona napove njihovo smrt čist dobesedno, reče, v življenju se ti bo marsikdaj, se ti lahko v naslednjih mesecih spodrsne. In oni spodrsne in pade. Pol kar neki don't hang in there in jo nekdo obesi in take fore, ampak včasih jih ubijejo ti liki z kart, včasih so oni sem zraven, enega ne ubijejo, ne vem pač, ko ni nobene logike in meni je bilo sem tako, zakaj jaz to gledam in verjamem pa, da za uno 2 mulca, ki sta bila nekih 10-11 let, ki sta se očitno pretihotapila v kino in šepetala cel film, ker je po moje bilo strah za ubit, sta pa blazno uživala in če je to tvoja prva grozljivka v lifeu, domnevam, da ti je mogoče tudi lahko. No. Kako pa se ti bolj zdijo Final Destination filme? Final Destination še pa nisem pogledal, to pa še bom. Pa pogledal sem The Challengers, kar se strinjam z Igorjem, da je zelo fin film. Mene sicer Zendaya ne kupi kot, ne vem, 30-40 letnica, koliko je tam stara s isto punčko. Ful mi je tako. She looks 16. Ja, vedno. Meni je težko jo že gledati, ker je noter kot pač seksualni objekt. Ona dva jo gledata v prvem unem meču in si tako, jaz imam še vedno njo v glavi, kada je 16, jaz to ne morem čutiti to, kar ona dva. Jaz sem pa gledal eno to Disney serijo, ker pač imam hčerko, ki je 10 let stara in je razlika konkretna. Ona tam, se verjamem, meni je res. Zgleda 16 pa pol, ko je pač z make-upom jo naredil malo starejšo in kao razočarano nad življenjem. Ne, še vedno mi izgleda 16. Ja, mislim, meni izgleda seksualni objekt za njo, ne za me. Ne? Ja, valjda, no, vsi izgledajo kot seksualni objekti, še žogica za tenis. Igor, tako da lepo te prosim. No. Res je tako, kar hot film, pa fajn je, mislim, da je res dober narejen.
Meni je mogoče malo zgubo, ker sicer super, da so ta tenis prikazali dinamično, ker tenis je boring as fuck, ampak mislim, da tu pa tam pa malo pretirava. Naenkrat je pijovi žogice, pijovi nju, ne vem, od spodiju gledaš, od zgori, ne vem, malo mi je bilo Slomo. A lahko nekdo ta prenos malo popravi. No, ampak drugače pa fajn, zelo fajn film in pejte ga gledati, no, če še ga niste, mislim, da še vedno igra v kinih. In je fajn je videti en film o športu pa z res kompleksnimi ljubezenskimi odnosi. To se mi je pa zdelo res dobro narejeno. No. Believable karakteri, ki so tako, in pa meni je bilo super, ker in Zendaya pač in ta njen mož nista pozitivna lika. Meni v celi zgodbi nista. Ona je grozen človek, ker vse ocenjuje glede na to, kako dobro igramo tenis. Skratka, jaz bi bil v njenem lifeu tako sužen, gnusen, neki scedek tam iz nosu, ampak ja, tako, nista dobra lika in dejansko on lik, ki je otročji sicer mal, je v resnici on še najboljši lik, še najbolj pozitiven lik v celi zgodbi, ampak ker je njuna perspektiva, vidiš ti to drugače. Meni je bil, kar se tega tiče, fantastičen film, se mi zdi. En taka res dober zajeb, kaj ti naredi film v kinu, ker navijaš za dva, ki nista dobra človeka v resnici. No. Tako da, pa tenis na koncu je fajn. Ljudje, ne. To je bila že naša 190. epizoda, če verjamete, ne? -9 smo torej. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Meobot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Maja fucking badass, Peharc. Maja je fucking badass, hvala, da si bila najna gostja. Danes res dolgo te nismo imeli in naslednjič zato moraš imeti letterbox, da mi vedemo, kaj ti gledaš. In Igor ful dela na tem, da bo umrl. In Aljoša, ti ljudje res. Harlamo. To epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad, kino, ki je vedno center dogajanja, kino za žanrske in obče filmske sladokusce, kjer lahko poleg duše nahranite še telo in kamor se lahko naslednjih dneh znova pripeljete tudi z avtom, seveda ne prav v Kino Bežigrad, ampak v njihov drive-in kino, preverite njihovo spletno stran, zapeljte se v kino, jaz upam, da vreme bo, zdaj, to je res malo čudno in tečno že. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če bi se radi zavarovali, da vas poleti na slovenskih avtocestah ne bi napadli plenilci, se ne ozirajte za motociklističnimi tolpami ali jadralci, ampak pazite, da vas ne oropajo pešci. Za več na svetu o varni vožnji še naprej spremljate podcast Obot. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast KM, Obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. V bodoče zdaj pride na Discord seznam westernov, ki jih bomo omenjali in obravnavali v našem mesecu westerna. Na družabna mreža še vedno lahko tudi delimo rajcere, še vedno delimo tudi rajcere, prihodce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanje, pripombe, komentarje, fotografije vaših breskvic, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 190. epizoda, predzadnja epizoda 6. sezone, drage oboževalci in oboževalke. Naslednja in zadnja redna epizoda 6. sezone je na vrsti 18. junija, ko bomo predvidoma govorili o knjigi in seriji Temelji. Pripravite se, preberite, morda kupite knjigo, kaj? Poglejte serijo in se poslušamo takrat. Še enkrat tudi hvala vsem, ki ste nas prišli poslušati in gledati na konvencijo Namen nevidnega. Super ste bili. Za vse tiste, ki pa niste otegnili ali pa niste dobili kart, pa obvestilo, če bo vse po načrtih, bomo to epizodo objavili že v začetku julija, tako da ji boste lahko že kmalu prisluhnili tudi vi. Se torej poslušamo naslednjič. Hvala vam za vašo pozornost. Evo, smo končali.